Udeleženci sekanja, šteli so od 6 pa tja do 79 let, so se posebej za to prireditev narejenimi žetoni pomerili na razdalji pol-tretjega metra od pirhov. Glede na to, da nas je letos prav dež, da je bila slaba vremenska napoved, hladno vreme, je bila prireditev obiskana fenomenalno. Zopet smo napolnili tablo, 104 tekmovalci. Obisk je bil zelo, zelo lep, tako da smo s prireditvijo izredno zadovoljni. Da so se mnogi tekmovalci skozi celotno zgodovino sekanja že zelo dobro usposobili, kaže tudi to, da je letošnji zmagovalec, ki je osvojil tudi 3. mesto, ostal na prestolu od lani. Posamezen tekmovalec namreč lahko tekmuje večkrat. Sem pač zelo vesel, kajti po prvih 2 serijah ti rezultati tega niso kazali, vendar očitno so se tekmovalcem malo zatresle roke. Meni je očitno uspelo, rabil sem en met za zmago, tam je uspel, tako da sem presrečen, ker sem uspel ponoviti to zmago iz lanskega leta. Edini, ki mu je kot drugouvrščeni delal družbo na zmagovalnem odru, je bil Primož Matko. Lanskoletni zmagovalec je ostal tudi pri tekmovanju v pikadu. Franci Kostrevc na 2. in 3. mesto pa sta se uvrstila Marko Kaplan in Tomaž Fink. V Stopičah so ob tej priložnosti na ogled postavili tudi izdelke iz kvašenega testa, lesa, pirhe, risbe in prte.